Dobar dan želim vsem zbranim na novinarski konferenci po 117. seji Vlade Republike Slovenije. Najprej sem povabil direktorja vladne službe za zakonodajo Janeza Pogorelca, ki bo govoril o točki, ki je vlada danes obravnavala, in sicer predlog mnenja o predlogu zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Izvolite. Hvala lepa. Vlada je danes obravnavala predlog mnenja k predlogu zakona o spremembah zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom in sprejela stališče, da tega zakona ne podpira. Njegova vsebina je v tem, da naj bi se določil nek referendumski dan v maju, ko bi lahko bili pravzaprav vsi tisti referendumi opravljeni, ki bi se v celotnem letu zgodili. Treba je povedati, da že sedanja ureditev dejansko omogoča takšen referendumski dan v določenih primerih, zaradi česar pravzaprav je ta možnost v določenih primerih že zdaj omogočena. Tisto, kjer pa vidi vlada problem, na katerega tudi opozarja v svojem mnenju, pa je, da bi seveda takšna rešitev lahko povzročila kar resne zastoje v zakonodajnem postopku, da bi lahko onemogočila učinkovitost zakonodajalca, ker bi se kaj lahko zgodilo, da nek zakon, ki je bil sprejet zgolj zaradi nekega političnega nasprotovanja, potem ne bi mogel biti uveljavljen pravzaprav tudi v skrajnem primeru celo leto. Lahko si predstavljamo, kakšne posledice bi to lahko imelo v primerih, ko gre recimo za kakšne uskladitve zakonodaje s pravnim redom Evropske unije, ko gre za uskladitve zakonodaje z odločbami Ustavnega sodišča Republike Slovenije, posebej še takrat, kadar bi šlo za kakšne zakone, ki se sprejemajo po nujnem postopku zaradi kakšnih nujnih potreb države, naravnih nesreč, recimo kakšnih drugih nujnih potreb države, zaradi katerih so takšni zakoni sprejeti. Tu se torej očita temu zakonu predvsem to, da pravzaprav ne določa nobenih izjem, ko bi bilo takšen referendum vendarle mogoče izpeljati tudi že pred tem dvotretjinsko večino, pa seveda, ki bi jo zahtevala takšna predhodna odločitev, pa take dvotretjinske večine pa seveda kaj lahko v Državnem zboru ne bi bilo mogoče doseči. Vlada v svojem mnenju opozarja posebej tudi na to, da bi takšna rešitev lahko povzročila skokovito število povečanja števila referendumov, ker pač nad pobudniki in nad predlagatelji več ne bi visela peza tega, da je vendarle gre za neke določene stroške, ki jih referendum prinese seboj, zaradi katerih se ta hip vendarle samo omejujejo. Če pogledamo na vso problematiko referenduma nekoliko širše, je potrebno povedati, da je naš referendum dejansko urejen primerjalno pravno veliko širše kot v drugih državah. 10. člen zakona o referendumu in ljudski iniciativi je sicer vseboval določene omejitve, ki so bile zelo podobne omejitvam, kakršne poznajo referendumskega odločanja v drugih državah, vendar je bila ta določba v letu 1994 z odločbo Ustavnega sodišča razveljavljena, predvsem zaradi tega, ker je to omejitev določal zakon in ne ustava. Pravzaprav nikjer v stroki lahko rečemo, ni najmanjše dileme o tem, da določene omejitve referendumskega odločanja morajo obstajati. Pri nas jih ni. Morajo pa obstajati predvsem zaradi tega, ker referendumi občasno ne dajejo racionalnih
rezultatov. Ne? Recimo v primeru, če bi na referendumu odločali o davkih, ne, to je znan primer, ne, bi zelo verjetno vsi ljudje glasovali proti temu, da imamo davke, ne, in tako naprej. In zaradi takih stvari seveda vse države omejujejo dostop do referenduma, predvsem na področjih, kot so finančna področja, na področjih mednarodnih pogodb, kjer seveda lahko prinese velike zaplete nek referendum, ne, to smo tudi lahko videli ob na srečo uspešno izvedenem referendumu o arbitražnem sporazumu z Republiko Hrvaško. V bistvu bi nesprejetje odločitve na tem referendumu prineslo dejansko nepredstavljive posledice. In seveda iz vseh teh razlogov se je vlada tudi odločila na današnji seji, da bo ob vsej težavnosti, ki se je seveda zelo zavedamo, ob vsej težavnosti sprejetja oziroma doseganja dvotretjinske večine v parlamentu za spremembo ureditve referenduma, takšno spremembo vendarle predlagala, ker jo je preprosto prav predlagati. Potrebno je to stvar urediti, ker seveda, če ne bomo na tem področju primerljivi drugim državam, nas to pač vodi v velike težave, ki so med drugim tudi v določenih blokadah, sploh lahko zakonodajnega odločanja, kar se pravzaprav ob marsikakšnem zakonu kaže že tudi zdaj. Tisto, kar bo nekje glavna usmeritev tega, kar bi želeli tukaj predlagati v spremembo, je predvsem, da bi se jasno in vnaprej v ustavi določile omejitve referendumskega odločanja v naši državi, se pravi področja, na katerih takšnega odločanja ne bi bilo, s čimer bi tudi razbremenili ustavno sodišče odločanja v vsakem posameznem primeru o tem, ali naj nek referendum bo ali ne, ker tudi takšna sedanja ureditev ima eno vrsto slabosti, o katerih bi se dalo dolgo časa tukaj govoriti. Razmišlja se o kvorumu, čeprav je treba takoj povedati, da tudi kvorum ni brez pasti in je potrebno tukaj biti zelo previden in jih tudi strokovno ta kvorum ustrezno utemeljiti. Potrebno je povedati tudi to, da nobena primerljiva država, ki na svetu praktično nima, vsaj ne, da bi jo jaz poznal, nima manjšinskega referenduma, se pravi, da bi preglasovana manjšina v parlamentu mogla potem pa zahtevati referendum o tem vprašanju. In torej tudi o tem vprašanju bi kazalo razmisliti. Treba je povedati, da je v stroki o tej potrebnosti sprememb referendumskega modela oziroma načina referendumskega odločanja v naši državi verjetno bistveno več konsenza kot v politiki. In treba je tudi povedati, da seveda, če do teh sprememb ne bo prišlo, se nam v določenem trenutku lahko obetajo tudi zelo resne blokade dela zakonodajne veje oblasti, česar si seveda pravzaprav nihče ne želi. Tako da, tako kot je bila že nekaj mandatov nazaj ta sprememba ustave predlagana, bo jo zdaj pač potrebno ponovno predlagati. Verjetno poskušali bomo to narediti v prvi polovici februarja in jaz res upam, da bo ta razmislek tudi prinesel potem do nekega rezultata, da bo takšna sprememba tudi lahko sprejeta. Vsekakor vsaj strokovnih razlogov za to, da tu ne bi naredili enega resnega
premisleka in enega resnega koraka naprej pri našem referendumu ni in z tega vidika lahko absolutno pritrdimo temu, da je naše referendumsko odločanje potrebno ene temeljite revizije in tudi enih temeljitih sprememb. Hvala lepa. Hvala gospodu Pogorelcu. Še kakšno vprašanje za njega? No, o tem bomo še debatirali. Hvala lepa. Zdaj pa vabim ministra za promet Patrika Vlačiča, ki bo predstavil informacijo, ki bo podal na vladi o stanju letalskega prevoznika Adria Airways in in namero o podpori vlade Republike Slovenije pri iskanju strateškega partnerja za to družbo. Minister, izvoli. Ja, hvala lepa, spoštovani, lepo zdrav vsem. Mi smo danes obravnavali razmere v Adrii na vladi na predlog lastnika in kot zainteresirani deležnik družbe Adria Airways smo danes izrazili interes na vladi v postopkih finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe. Tudi v postopku iskanja pogajanj in vključitve najboljšega strateškega investitorja v družbo Adria Airways. Cilj vlade je z aktivnim sodelovanjem v teh postopkih zagotoviti interese Republike Slovenije na področju dejavnosti rednega zračnega prevoza, ki ga opravlja letalski prevoznik, in sicer tako v fazi oblikovanja ciljev postopkov, kot tudi v fazi prevzemanja obveznosti v skladu z dogovor in veljavno zakonodajo. Predlog za državno pomoč je na Ministrstvo za gospodarstvo že prišel. Mi smo pa danes na vladi pravzaprav obravnavali to, ali je strateški interes Republike Slovenije, da ohranja letalskega prevoznika in ali je strateški interes, da išče partnerja. Z Ministrstva za promet smo to gradivo pripravili zato, ker gre za vprašanja mobilnosti prebivalstva, ker gre za vprašanje gospodarskih družb, ki so povezane z prevoznikom in so tudi v naši lasti, naprimer Aerodroma ali pa Slovenija Kontrola. In ugotavljamo, da ta interes je. Poleg tega pri mobilnosti prebivalstva treba le povedati, da smo mi gospodarsko izjemno odprta država in da so povezave Republike Slovenije z drugimi mesti pomembne tudi za gospodarske subjekte, za njihovo mobilnost. In ne samo povem kot primer ali pa kot podatek, da je od 23 povezav, ki jih ima ljubljansko letališče, kar 21 takšnih, na katerih leti Adria Airways. Torej, to je dokument, ki naj bo jasno sporočilo, da vlada Republike Slovenije meni, da je to strateški interes Republike Slovenije in nekateri nastavki za pogajanja s strateškimi partnerji so bili tudi danes obravnavani, vseh torej ne bi želel povedati, ker so pač stvar pogajanj. Zagotovo pa recimo ohranitev blagovne znamke in pa sedeža gospodarske družbe v Republiki Sloveniji. Na koncu koncev je naša želja, da bi ljubljansko letališče igralo vlogo huba v tem delu, se tako kot ga zdaj do neke mere že upravlja. Če še kakšno vprašanje? Hvala, minister, izvolite vprašanja. Hvala, minister. Da pa vabim ministrico za kulturo Majdo Širco, ki bo predstavila spremembe in dopolnitve zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in pa tudi drugo točko na kratko o predlogu vladnih aktivnosti v zaključni fazi priprav na projekt Evropske prestolnice kulture Maribor 2012. Ministrica, izvoli. Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, res danes smo na vladi obravnavali tudi informacijo, širšo informacijo, ki je podlaga za srečanje vlade v Mariboru in z ostalimi občinami, ki so seveda tudi v veliki meri, vsaj 6 jih je deležnice v projektu Evropska prestolnica kulture. Ta informacija pomeni neke vrste zaključen konstrukt ne samo finančnih parametrov te pomembne, za Slovenijo pomembne prireditve, ampak tudi druge ukrepe, ki jih v okviru EPK-ja, kot ga je že v preteklosti definirala vlada, mora še postoriti in hkrati so to tudi recimo nakazani zaključki celotne EPK zgodbe, ki je pri nekaterih županih oziroma nekaterih občinah
še puščala določena odprta vprašanja, vsaj kar se tiče investicij. Vsi veste, da je ta projekt zelo, zelo bogato bil vrednoten v času, ko je bil sprejet. Seveda sedaj ga je bilo pa pač potrebno glede na realno situacijo, ne samo finančno, ampak tudi pripravljene projekte nekako ozemljiti in mislim, da je zelo dobro pripravljen. Je pa drugi del gradiva, ki bi ga rada predstavila. Sami veste, da se je že v lanskem letu odprla zelo široka in javna diskusija na temu spremembe zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki govori o reorganizaciji arhivske službe v širšem smislu in sami najbrž tudi poznate zelo precizno in dobro zastavljeno strategijo e-arhiviranja, ki smo jo sprejeli lani na vladi in pomeni nadoknadenje zamujenega, kar ni bilo v preteklosti narejeno na področju arhivov, še posebej v smislu prenosa arhivskega gradiva na elektronske vire. Sami tudi veste, da se na področju arhiva kot tistih centralnih baz ali trezorjev človeškega spomina in naše identitete kar marsikaj naredilo tudi na področju investicij. Odprto imamo investicijo na Ptuju, kjer vojašnico prilagajamo zelo visoko in standardno zasnovanim pogojem za arhivsko službo, na Roški v Ljubljani pripravljamo vse za graditev arhiva in tako naprej. Ampak to ni predmet bil današnje diskusije. Pri pripravi tega zakona so nas opozorili, da je potrebno, preden gremo v celostno spremembo, poseči še v en člen tega zdaj obstoječega zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki je potreben nujnih sprememb in zaradi tega smo pripravili predlog sprememb, ki posega prvenstveno na dva nivoja, ki jih nujno potrebujemo, da se spremenijo. Predvsem jih potrebuje Arhiv Republike Slovenije in enega tudi Sova. En je vezan na prenos digitalnih sistemov in notranjih pravil, na kakšen način se to dogaja. Drugi pa je vezan na 66. člen, zdajšnji 66. člen zakona in 65. člen, predvsem zakona o arhivskem in dokumentarnem gradivu in govori o tem, da čisto vse gradivo, ki je nastalo pred letom 1990 oziroma 17. majem leto 1990 ne more biti dostopno javnosti na način, kot je opredeljeno zdaj v zakonu. Na to so nas opozorili, zato smo primerno prilagodili ta člen in sicer v smislu, da obstajajo možnosti zadržanja določenega dela arhiva v primeru, kako se ga zadrži, pa se definira z imenovanjem določene komisije, ki se imenuje v Državnem zboru in je sestavljena s predstavnikov Arhiva Republike Slovenije, s predstavnikov Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, oziroma ne predstavnikov, tistih, ki jih komisija imenuje, in tudi Sove. Menim, da na ta način bodo določene skrbi, ki so bile jasno izražene, na ta način odpravljene. Hvala, ministrica. Kakšno vprašanje? Ja, izvoli. Lep pozdrav, Petra Janša, Teden Demokracija. Lep pozdrav, končno se vidimo. Vsak teden se pa srečamo. Zanima me nekaj, in sicer zaradi nedavnega vladnega poraza na referendumu o RTV ni več prave zakonske podlage za obračunavanje RTV prispevka. Kaj boste storili? Ali bomo plačevali 11 ali 12 evrov? Po nekaterih podatkih naj bi zaradi tega RTV Slovenija vsak dan zgubila celo 230 tisoč evrov. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je v zvezi z javno agencijo Slovenskega filmskega centra, če je ta že vpisana v sodni register in če je VD vršilec dolžnosti gospod Samo Rugel pač zakonito imenovan. In tretje vprašanje me zanima, kako daleč je zakon o medijih in če pričakujete isti scenarij, kot je bil pri zakonu o RTV. Hvala lepa. Kaj boste storili v primeru, sprašujete, kaj boste storili v primeru ne danih podlag pri možnosti izplačevanja RTV prispevka? To smo na vladi že storili, to dobro veste, in sicer v decembru
lani, ko smo podali preko zakona o izvrševanju proračuna možnost, da se ta legalna zakonska podlaga vzpostavi. Vemo pa, da je ta trenutno pod, bom rekla, mečem enega referenduma in bolje vprašanje dejansko, kaj bo RTV storila potem, če bi slučajno ta referendum bil tudi aktualen. Kaj, če vem? RTV Slovenija je sedaj blokirana zaradi tega, ker ZIPRO, ki urejuje in daje legalno možnost, da se RTV prispevek, tako kot se že 2 leti plačuje v višini 12 evrov, še naprej plačuje v višini 12 evrov, čaka na to, da bo ZIPRO začel veljati, vkolikor ga ne bo spodnesel kakšen referendum, ki pa vemo, danes nikoli ne vemo, od kje in kdaj pride. To se pravi, da to je vlada že postorila in minister Križanič je predlagal ZIPRO kot najustreznejši interventni postopek, da se lahko luknja, dobesedno, ki je nastala ob temu legalno pokrije. Javna agencija za filmska, nova javna agencija, ki je nadomestila filmski sklad, je bila vpisana v sodni register, mislim, da predvčerajšnjem, ne vem, v 12. je vpisana. In v tem smislu, takoj z njenim registrom, seveda začne veljati status direktorja, ki je bil imenovan in je to samo Rugel. Zakon o medijih? Zakon o medijih pravzaprav doživlja tiste zadnje že nomotehnične popravke, ki so usklevalnega tipa in ne bi smelo biti dolgo do njegove vložitve na vladi. Še kakšno vprašanje za ministrico za kulturo? Če ne, hvala, Majda. Zdaj pa vabim predsednika vlade Boruta Pahorja in finančnega ministra Francija Križaniča. Predsednik vlade bo spregovoril skupaj z ministrom o svoji odločitvi v zvezi s pozivom Računskega sodišča za razrešitev finančnega ministra. Potem pa bo odgovoril še na druga aktualna vprašanja. Predsednik, izvoli. Lep pozdrav, gospe in gospodje. Pred časom sem dobil poziv Računskega sodišča, da v okviru svojih pristojnosti, če tako odločim, razrešim ministra za finance, dr. Francija Križaniča, da bi lažje ocenil upravičenost takega predloga Računskega sodišča, sem bil zaprosil finančnega ministra, da mi posreduje celovito informacijo o ukrepih. To mi je tudi storil in danes predem vas bom obvestil o svoji odločitvi in o razlogih zanjo, tudi prosil, da jih zelo kratko povzame. Prosim, minister. Spoštovani, dober dan. Torej, Računsko sodišče je v svojem revizijskem poročilu naložilo Ministrstvu za finance med ostalim, ampak to se oporeka v sklepu ali pa predlogu zamenjave ministra, da v zvezi z delovanjem Slovenske odškodninske družbe kot agenta in za račun države spremeni dosedanjo zakonodajno ureditev, po kateri so se knjižili zneski, ki so bili plačani v ta namen. Tako da je ministrstvo sledilo navodilom in šlo dejansko v predlog sprememb zakona o Slovenski odškodninski družbi, oziroma imenuje se zakon o Slovenskem odškodninskem skladu, in pa tudi zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja. Obenem je na zahtevo Računskega sodišča izdelalo tudi začasno navodilo o načinu računovodskega evidentiranja poslov, ki bo omogočilo spremenjen način tega evidentiranja poslov, tako da bodo brez dvoma knjiženi v bilancah države. Obenem je tudi oblikovalo režim odplačne dejavnosti Slovenske odškodninske družbe za te namene. Poleg tega je Računsko sodišče Ministrstvo za finance naložilo tudi aktivnosti, da se povsod tam, kjer se odkrije, oziroma da je treba najprej odkriti, potem pa povsod tam, kjer posamezen gospodarski subjekt ali javni sklad deluje v imenu in za račun države, izvedemo enako operacijo spremenjenega načina
knjiženja teh izdatkov v javnem dolgu oziroma v proračunu Republike Slovenije. Tudi tu smo skupaj z začasnim računovodskim navodilom začeli aktivnosti in sicer smo evidentirali še 3 nadaljne zakone. To je, moram prav, da bo natančno prebrano, zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni za plembe premoženja, potem zakon o vračanju javnih vlaganj oziroma vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in pa zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. V vseh 3 primerih imamo tudi podobne načine delovanja, ki so se razvili v preteklih letih in včasih tudi desetletjih. Tudi tu gre sedaj v spremembe. Mi smo ustreznim ministrstvom, to je Ministrstvo za gospodarstvo, morda Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in pa Ministrstvo za okolje in prostor naložili, da do 31. marca pripravijo ustrezne zakonodajne spremembe in pričakovanje, da bo do 30. junija to tudi v parlamentarnem postopku končano, medtem ko ožje zahteve, se pravi sprememba regulacije slovenske odškodninske družbe, ki je neposredno v naši pristojnosti, bo zakonodajno rešena do konca januarja. Mi smo s tem izvedli vse, kar je bilo v naši moči na tem področju. Računskemu sodišču smo seveda hvaležni za navodila oziroma za usmeritve in podobno pričakujemo tudi v prihodnje. Računsko sodišče daje predsedniku vlade možnost oziroma zakon o računskem sodišču, da se odloči, ali bo poziv spoštoval ali ne. Pri tem mora navesti argumente, če se odloči drugače, kot v svojem pozivu meni računsko sodišče, in rad bi vas obvestil o svoji odločitvi. Dr. France Križanič ostaja finančni minister. Razlog za to je, da je to najbolj obremenjen minister v času finančne krize in kljub največji obremenjenosti glede regulacije finančne krize in gospodarskega okrevanja je uspel v veliki meri izpolniti zadane mu naloge strani računskega sodišča in, kot je rekel sam, še več. Jaz mislim, da sta to dovolj utemeljena razloga za to, da v tej diskrecijski pravici predsednika vlade, da odloči, ali sprejme poziv ali ne. Namreč treba je povedati, da odločitev predsednika vlade, da ne sprejme poziva, ne pomeni nespoštovanja računskega sodišča ali institucije pravne države. Da so ta 2 razloga pretehtala. Torej, njegovo predano delo v času teh 2 let, prav gotovo, to se da nominalno in sicer dokazati, najbolj obremenjen minister, kljub temu izredno resno in odgovorno vzame v pretres zahteve računskega sodišča in se na njo odzove. Na koncu koncev sta zdaj v parlamentarni proceduri kar 2 zakona, ki urejata to področje. Ta diskrecija mi omogoča, da torej premislim vse okoliščine, zato sem se tudi vzel toliko časa, menim, da sem se odločil prav. Dr. Križanič pa upam, bo v naslednjem času dokazal ne samo, da bo dokončno odpravil očitane pomanjkljivosti, ki ne sodijo tudi ne v njegov čas ministrovanja, ampak da bo svojim delom upravičil zaupanje javnosti. Prosim. Gremo na vprašanje na to temo izključno. Izvolite. Vesna. Vesna Deržek, TV Slovenija. Mene zanima, gospod predsednik vlade, vendarle, res je, da imate diskrecijsko pravico po računskem sodišču, ampak ali ne gre na nek način za nezaupanje v računsko sodišče? Ali boste spreminjali tudi zakon o računskem sodišču? Če bo zakonodajalec spremenil zakon in bo napisal, da ugotovitve računskega sodišča same po sebi pomenijo razlog za razrešitev ministra in da na to ne more vplivati ne predsednik vlade, ki je sicer mandatar in ki odgovarja za delo ministrov, niti ne državni zbor, potem ne bo drugega, kot spoštovati to odločitev in razrešiti
ministra ali ministrico. Vendar zakon o računskem sodišču tega ne predvideva. Zakon o računskem sodišču seveda upošteva delitev oblasti in delitev pristojnosti med temi oblastmi. Zato seveda možnost, da bi računsko sodišče razreševalo ministre, pomeni, da ta oblast ne bi bila ločena, ampak bi bila pravzaprav na nek način vrhovna v rokah računskega sodišča. Zato tako zakon ni napisan, ker sledimo vzoru drugih držav. Je pa poziv, ki ga je treba spoštovati. In jaz nisem z levo roko odklonil poziva računskega sodišča. Sem od ministra zahteval, da mi da argumente. Povedal pa sem vam zelo odkrito. Tukaj je bilo potrebno upoštevati dejstvo, da je minister Križanič najbolj obremenjen minister v času regulacije finančne in gospodarske krize in da je kljub temu njegovo ministrstvo resno pristopilo k odpravi pomanjkljivosti. To dvoje mi daje dovolj, bom rekel, moralne opore za tako odločitev. Nič vam ne morem reči, kako bom storil naslednjič, ko se bo računsko sodišče odločilo, da me pozove na razrešitev. Nič. Znova bom pretehtal razloge in se odločil. Rad bi, da naši ljudje vedo, da pri moji odločitvi ne gre za nespoštovanje institucije ustavnega sodišča, računskega sodišča. Če bi šlo za nespoštovanje računskega sodišča, bi bržkone zavrnil prvi hip to odločitev in jo zelo kratko utemeljil, da je pač ne sprejemam. To ni res. Prvič je moral minister Križanič zelo temeljito pripraviti odgovor in drugič tudi moje pismo, ki sem ga bil danes naslovil na predsednika računskega sodišča, gospoda Šoltesa, zelo spoštljivo govori o avtoriteti računskega sodišča, tudi o moji diskrecijski pravici, da se odločim tako, kot menim, da je prav. In prevzemam nase seveda vso odgovornost. Naprej, Dara. Gospod predsednik, če sem vas torej prav razumela, bolj z moralnega vidika ste sprejeli odločitev, ker je najbolj obremenjen minister trenutno v vladi, ste morda prebrali teh 141 strani zagovora, oziroma kako vam je to uspelo v enem dnevu? Jaz sem ministra, ker gre tudi za stvari, ki so zame strokovno zahtevne, vseh stvari v 18 ministrstvih ne morem obvladati, sem prosil, da se naredi tudi povzetek, da lahko lažje kot predsednik vlade razumem, kaj je bil problem in kakšno rešitev je sprejelo ministrstvo. Konzultiral sem se z drugimi ministri, konzultiral sem se z neodvisnimi strokovnjaki in na koncu sprejel to odločitev. Še enkrat poudarjam, gre za diskrecijo, gre za to, da je vsakič, ko se računsko sodišče odloči, da pozove predsednika vlade, da razreši ministrico ali ministra, potrebno zelo temeljito spoštovati ta poziv in ga tudi utemeljiti. Jaz sem ga danes poskušal, kolikor je mogoče razumljivo, razložiti slovenski javnosti, da ne bi imela občutka, da se požvižgam na avtoriteto računskega sodišča. Prav. Še kakšno vprašanje? Ja? Da? Lidija. Lidija Pak, TV Slovenija. V tem dokumentu, ki ste ga prejeli včeraj, Ministrstvo za finance opozarja tudi, da bi uveljavitev zahtev računskega sodišča lahko pomembno vplivala na naš primanjkljaj in pa dolg. Da. Ali vas to skrbi? Prav gotovo, zato sem tudi opravil nekaj razgovorov. Mogoče bo bolje, da Franci pove, kaj je bistvo. Veste, da so se tudi včeraj odzvali gospod Lidija, na statističnem uradu in drugje, pristojne institucije, da ne bi prišlo do kakšnih situacij, v katerih bi lahko mednarodni finančni trgi drugače razumeli realne podatke v Sloveniji, kot pa so. In je to seveda zelo pomembno vprašanje, ki ste ga izpostavili, France. Torej, dejstvo je, da takrat, ko neka ustanova, bodi si, da je privatna ali javna, deluje v imenu in za račun države, seveda v tem primeru je treba in ustrezno primanjkljaj in ustrezno dolg knjižiti in tu ni nobene razprave. To se je ustvarili so se neki usporedni skladi in računi, ki so se desetletja vlekli in to sedaj odpravljamo. To je zdaj ena od nalog, ki je prišla poleg vsega ostalega, kot je omenil premier še na to vlado. In to jemljemo resno.
Zdaj ponekod, kadar je sod vprašanju, je seveda to konsolidirano tako ali tako v širšo javno bilanco. Tam, kjer bodo pa nekateri drugi, naprimer infra, ko bo Ministrstvo za okolje in prostor spremenilo njen položaj, to je podjetje, ki investira v urejanje voda na spodnji Savi oziroma v bistvu v Kradno nabrežilna, ne, pri novih elektrarnah, tam se bo pa nekoliko poznalo tudi pri primanjkljaju. Vendar pa ne dramatično, da bi rekel, da se tu spreminjajo bistveno odstotki bruto domačega produkta. Prosim? Ja, tam bo šlo po moje zelo preko prsta, ker nima podatka, za okoli 30 milijonov nabranega dolga. Ja. Mirko? Premijer, kako dolg, če smemo vprašati, je bil ta povzetek in kdo je neodvisni strokovnjak, o katerem ste govorili, poleg tega pa pravzaprav nek splošni komentar, ali je to porast revizijske oziroma računovodske stroke proti neki politični matematiki? Ne. Najprej konzultiral sem več strokovnjakov. Ko mi je minister Križanič prvi dan, potem, ko so na Računskem sodišču objavili poziv, dal zelo sumaren povzetek njegovega odgovora, sem se konsultiral najprej z ljudmi, za katere sem domneval, da mi lahko zelo neodvisno povedo, koliko držijo navedbe in koliko je pravzaprav minister in njegov resor odgovoren za to, da bi jih odpravljal. Moram reči, da praktično ni bilo nikogar med njimi, ki me ne bi opozoril, da finančni minister odpravlja nekatere nepravilnosti, ki niso plod zakonodaje, ki bi jo on ustvarjal, torej nepravilnosti iz preteklosti v času, ko mora hkrati regulirati težave v realnem času. Poleg tega so vsi menili, da gre odprava nepravilnosti v pravo smer. Morda gre prepočasi in dejstvo je, da Državni zbor ravno kar obravnava 2 zakona. Mislim, da si bil včeraj na odboru za finance z enim od njih. Oboje mi je dalo vedeti, da je na koncu, da sta ti 2 okoliščini bistveni za mojo odločitev. In kot rečeno, danes vam ne znam in tudi nočem povedati, kakšna bo moja naslednja odločitev, če bom pozvan za to, da se zaradi ugotovljenih nepravilnosti pozove k razrešitvi kakšnega drugega ministra ali ministrice. Imena strokovnjakov oziroma obseg poročila povzetka? Več povzetkov je bilo narejenih, vedno sem poskušal razumeti probleme, kot rečeno, po stroki nisem bankir ali finančnik in skušal sem stvari razumeti tako, da bo moja odločitev, ko jo bom sprejel, razumela tudi slovenska javnost. In potem, kar sem lahko razumel, jaz sem se tudi lahko brez sleherne slabe vesti odločil. In stojim za to Ne, brat se konsultiram z ljudmi, ki tudi sicer radi ostanejo anonimni, ker so neodvisni in želijo samo pomagati svojim stališčem. Če bi šlo samo za politično sorodne duše, potem jih nima smisla spraševati, ker bodo že tako privrženi neki odločitvi. Gre za ljudi, ki imajo neko strokovno mnenje in ga bodo povedali, ne glede na to, ali mi bo všeč ali ne. Ravno zato jih vprašam. Sicer je poročila 141 strani. Izvoli. Ja, še ena zadeva. Računsko sodišče se včeraj že odzvalo na odgovor finančnega ministrstva, hkrati so vam ponudili tudi možnost, da še vam razložijo, zakaj niste te roke sprejeli. To roko bom sprejel, kot sem obveščen je predsednik Računskega sodišča v tujini, takoj ko se vrne, ampak po moji odločitvi. Tako sem se bil odločil, ga bom prosil za razgovor. Nisem želel, da bi kakorkoli najmen pogovor v javnosti zbudil vtis, da se pogovarjava o tem, kaj naj storim. To je moja odločitev. On je svojo sprejel. Zdaj pa se moramo naprej pogovoriti o stvareh, ki zadevajo avtoriteto Računskega sodišča, ki jo želim spoštovati in ne nazadnje moja odgovornost, da sem odgovoren za delo ministrov in ministric. Če kršijo zakone, če jih ne izpolnjujejo, če zamujajo, moram to, če mi Računsko sodišče naloži, da preučiti in se potem ponavljam, odločiti, ali bom sprejel poziv ali ne. Tako da še enkrat, za voljo javnosti, ker vidim, da sem in tja nekateri menijo, da je poziv avtomatično že
odločitev za razrešitev in da ji potem predsednik vlade s tem, ko ji ne ugodi, pravzaprav nasprotuje. Ne, je diskrecijska pravica prav zato, ker jaz sem prišel s ekipo ministrov pred parlament in dobil mandat parlamenta zanje in v nasprotnem primeru bi imeli težavo z odgovornostjo za delitev oblasti. Še kakšno vprašanje? Ja, Vera. Morda na drugo temo še. Prosim, seveda. Če potem s vami dva. Delavce SCT obratov. In sicer nimajo za najemnine, lahko ostanejo samo brez hipec, služb. prosim. Samo trenutek. Prosim. Torej za delavce SCT obratov, glede njihove situacije. Zanima me, se boste zavzeli za moratorij, za izgon delavcev, kot v primeru Vegrada in za to, da delavci ostanejo v samskem domu vsaj do nadaljnega? Midva sta se včeraj sešla z ministrico za gospodarstvo, pogovarjala sta se tudi o ukrepih, ki zadevajo pomoč gradbeništvu. Storili bomo vse, tudi na osnovi izkušenj iz Vegrada, zato da se delavcem, ki niso krivi za nastalo situacijo, pomaga. Simona Grmek, mene pa zanima, kako komentirate zadnje enostranske poteze Hrvaške glede ribiškega pravilnika in če je Slovenija že poslala protestno noto Zagrebu? Kolikor sem obveščen, jo bo poslala jutri. Jaz se bom danes sešel s poslanci Hrvaškega sabora. Med drugim bom povedal svojo osebno oceno, da je prišlo do občutnega izboljšanja odnosov med dvema sosedama, kar je pomembno ne samo za njo, ampak za odnose v regiji sploh. Sloveniji je to omogočilo, da se absolutno vlada zdaj fokusira na gospodarsko in socialno krizo, kar se vse praktično do poletja lanskega leta ni, ker je bilo potrebno urediti spor s Hrvaško, ki je grozil ne samo gospodarsko, politično, ampak lahko v svoji konsekvenci tudi varnostno in jih tudi njih naprositi, da se Hrvaška vzdrži ravnanj, ki nimajo sicer nobenega pravnega, ne drugega učinka, razen tega, da nekako jezimo eni druge z takimi ravnanji, kar je popolnoma nepotrebno, ker se mi zdi, da potrebujemo eden drugega v tej situaciji in zato vzdržanost takih enostranskih ravnanj, ki jih predvideva tudi sporazum, ki je zdaj ratificiran, razumem kot eno modro politično ravnanje obeh držav. Komentirate izstop nekaterih članov iz skupine na pripravo na arbitražo, konkretno Pavlihe in gospoda Pavlihe? Zato ne vidim pravih razlogov, me ne prepričajo. Morda so osebne narave, ki jih ne poznam, vendar pa delo komisije poteka tudi po mojem pogovoru z ministrom, tako da zato ne vidim pravih razlogov. Vendar ima vsakdo pravico, da se odloči, se dela na prostovoljni osnovi. Napovedali ste, da boste letos obiskali Združene države, pa me zanima, če je že določen datum obiska, pa če se boste tudi srečali s predsednikom Obamo. O tem boste pravočasno obveščeni. Je to dovolj diplomatski odgovor. Ne moram reči, da niste domiselni. A nisem povedal vsega. Vse ste se zvedli s tem odgovorom. Lana, izvoli. Lana Dakič, Finance. Državni svetniki so včeraj pozvali, naj se podaljša rok za posredovanje pripomb na vrednotenje nepremičnin. Zanima me, če vlada namerava spet še enkrat podaljšati rok za oddajo pripomb. Ta rok je 25. januar zdaj. Mislim, da smo takrat rekli, da bomo podaljšali rok, dokler ne bo vse jasno in dokler ne bo odpravljene sleherni dvomi glede tega. Več o tem pa vam ta hip ne bi znal sam osebno odgovoriti in se prosim obrnite na ministra za okolje. Če se vrnem k vaši odločitve glede ministra Križaniča, kako so jo sprejeli vaši koalicijski partnerji, ko ste jih z njo seznanili, morda iz vrst res LDS-a, ki so ves čas poudarjali spoštovanje institucij kot Računsko sodišče? Zdaj, vaše vprašanje znova predvideva, da zavrnitev predloga Računskega sodišča pomeni nespoštovanje Računskega sodišča. Ravno to sem poskušal povedati, da ne bi rad, da ostane ta vtis v javnosti. To ni res.
Računsko sodišče glede na njihove ugotovitve pozove predsednika. Potem se pa predsednik odzove s tem, da upošteva njihov predlog ali pa za pismom pojasni razloge, zakaj se odločil drugače. Jaz ne ravnam v nasprotju z pravnim redom. Ravnam v skladu z pravnim redom. S tem, da nas se prevzamem odgovornost, da sem se odločil drugače, kot mi je predlagalo, ne naložilo Računsko sodišče. To je zdaj zelo pomembno, kar se pogovarjava. In če bodo ljudje to razumeli, bo to velik prispevek k temu, da ne bo občutka, da predsednik vlade ne spoštuje institucij pravne države. Kadarkoli, to vam moram povedati in se lahko obrnete na te institucije. Sem bil od njih naprošen, da odgovorim ustno, da odgovorim pisno, da odgovorim na tak ali drugačen način, sem to storil nemudoma. Ne je šlo za take ali drugačne institucije pravne države. Vedno sem spoštoval njihovo neodvisnost in odgovoril po svojih najboljših močeh. In tudi tokrat sem ravno tako. Torej, še enkrat sva to razčistila. Moja odgovornost je, da vodim to vlado. Vodim jo v zahtevnih časih. Minister Križanič je zelo obremenjen minister. Ni popoln minister kot nihče in tudi jaz ne. Delamo v časih, ko je gospodarska kriza po drugi svetovni vojni največja. Slovenija okreva. Ni med državami, ki bi bile potrebne pomoči, ampak je med državami, kar sicer naše ljudi potem tudi razjezi, med državami, ki pomagajo tistim, ki so deležne naše pomoči. Države, ki so nam bila dolga leta vzor, recimo Irska. Se spomnite, gospe in gospodje, kolikokrat je Slovenija Irsko referirala kot državo, ki nam sme biti in mora biti vzor. Na koncu danes mi z poroštvom pomagamo Irski. Hočem reči, Slovenija je zaenkrat na varni strani radarja. Ni bilo vse, kar smo sprejeli, pravočasno in najboljše. Toda očitno je, da je Slovenija sprejemala ukrepe, ki so jo zaenkrat zavarovali in je na tisti strani. In zdaj vam bi rad povedal, kot odgovor na vaše vprašanje, še naslednjo informacijo. Na vladi ministri razumejo diskrecijo predsednika vlade in me ni nihče vprašal o moji odločitvi. Prioritete vlade do konca mandata. Danes smo obravnavali tudi to. Sprejeli smo odločitve, ki so pomembne za semafor letošnjega leta. Ta semafor bo težji od lanskega, zato ker so odločitve težje in zahtevnejše in še manj popularne. In verjetnost, da jih bodo ljudje razumeli kot neizogibne, manjša. Vendar pa je bil moj apel ministrom, da ne glede na vsa tveganja, ki jih prinašajo vse te okoliščine, te odločitve pripravijo za sprejem na vladi, potem pa bo zakonodajna oblast odločila, kako z njimi naprej in na koncu bomo verjetno priča še kakšnemu od referendumov, za katerega danes ne vemo. Zakaj? Zato, ker imamo naslednje, prosim, to je zdaj osnutek, ki gre naprej, naslednje zakone pred durmi. Najprej, kar je horizontalna obveznost vseh in zadeva zmanjševanje javnofinančnega primanjkljaja, gre za konsolidacijo javnih financ, dosledno uresničevanje fiskalnega pravila. Drugič, večja selektivnost pri izbiri proračunskih programov, uvedba davčnih blagajen, gremo v investicije v energetsko učinkovitost objektov in pripravo državnih prostorskih načrtov za državne ceste 3. razvojne osi in pristanišča Koper. Gremo v povečanje števila prijav ministrstev in vladnih služb na neposredne razpise Evropske komisije in vzpostavitev potrebne infrastrukture za koordinacijo in pregled projektov. Druga prioriteta zadeva izboljšanje pogojev za delovanje podjetij. Do konca januarja bo minister Gaspari s krizno skupino. Danes je znova z moje strani dobil vsa potrebna pooblastila, da koordinira izvedbo teh prioritet v letošnjem letu. Podrobno je razdeljeni ukrepi za povečanje konkurenčnosti. Gre za hitrejše prestrukturiranje podjetij, gre za stimulativno obdavčitev bilančne vsote bank, s tem povečati
kreditni potencial, ki bo na voljo dobrim podjetjem, nuditi podjetjem čim bolj pregleden in enostaven dostop do različnih finančnih instrumentov. Tukaj bo šlo za koordinacijo finančnih instrumentov, ki jih ponuja Razvojna banka in različni javni skladi. Kot sem rekel, obdavčitev bilančne vsote bank. Gre za nekaj, kar nam je težko uspevalo za zadnjih 2 letih, danes pa nam mora uspeti, ker brez tega ne gre naprej. Odprava administrativnih bremen pri pripravi zakonodaje in koordinacija finančnih instrumentov, ki jih ponujajo, kot sem rekel, banka in skladi. Tretja prioriteta je izboljšanje plačilne discipline. Šlo bo za novelo zakona o DDV-ju glede uveljavitve odbitnega DDV-ja, novelo zakona o javnih naročilih, zakon o plačilnih rokih. Četrta prioriteta je izboljšanje delovanja trga dela. Šlo bo za prenovo delovnopravne zakonodaje. Lahko si samo mislite, kako izjemno zahteven bo ta poseg, zlasti za socialne partnere. Šlo bo tudi za okrepitev aktivne politike zaposlovanja. Morate vedeti, da imajo vsi ti cilji nosilce in roke. Nosilce in roke. Peta prioriteta, učinkovitejši pregon gospodarskega kriminala, novela zakona o državnem tožilstvu, novela kazenskega zakonika, novela zakona o kazenskem postopku in novela zakona o sodiščih. In na koncu strukturni ukrepi in socialne prilagoditve, ko gremo od težkega, pridemo k najtežjemu, modernizacija zdravstvenega sistema, sprememba sistema dolgotrajne oskrbe, modernizacija plačnega in uslužbenskega sistema v smeri ločitve ožjega dela javne uprave od ostalega javnega sektorja, prilagoditve na področju upravljanja javnih institucij in javne uprave. Kot rečeno, gospe in gospodje, vsi ti zakoni imajo nosilce, imajo roke, so prioriteta in pričakujem, da bo minister Gaspari ob mojem polnem sodelovanju in podpori uspel v letošnjem letu izpeljati večino teh zastavljenih ciljev. Ta program je težji, veliko težji od izhodne strategije, ki smo pripravili lansko leto, je tudi v večini uveljavili, le malo zakonov je ostalo tik pred obravnavo na vladi ali v parlamentu. Tisto, kar me skrbi, je seveda možnost, da bi zaradi odločitev, ki so, kot rečeno, nepopularne, deloma zadevajo tudi pravice ljudi, čeprav kratkoročno, dolgoročno omogočajo Sloveniji, da izide iz krize konkurenčnejša in bolj socialno povezana, obstoji možnost referendumov, kjer se bo vsaka skupina, ki se bo čutila prizadeto, v bistvu imela možnost, da za referendumom prepreči sprejetje zakonodaje. V tem smislu je reformna politika v Sloveniji pred veliko preizkušnjo, referendumska zakonodaja, taka kot jo skoraj unikatno pozna Slovenija, je, bom rekel, veliko poleno v kolesju te reformne politike in nas postavlja vse pred veliko preizkušnjo. Ampak odločitev vlade je, vlada bo naredila vse tisto, kar misli, da je potrebno, potem bo to storil tudi zakonodajalec in politična večina v njem, potem pa se bodo odločili ljudje, kako in kaj naprej. Dokler ima predsednik še neke mednarodne obveznosti, bi se mu zahvalil. Vam pa tudi za obisk.